Hej, moje ime je Jan in danes si bomo pogledali računanje preko listov. Ali kot mu drugače pravimo, 3D računanje, 3D formule, 3D karkoli. Tako da si nadenite 3D očala, doplačajte 50 centov na blagajni in pa odprite si našo datoteko, računanje preko listov. Tukaj imamo eno tabelo s podatki in pa sicer prikazuje podatke nekega podjetja, prodajne podatke, po različnih kategorijah naših izdelkov. Prodajamo sokove in marmelade, karkoli. Te prodajne podatke pa imamo razporejene tudi glede na mesto prodaje, torej trgovina ali internet. Ta trenutni delovni list, na katerem se nahajamo, vam že po barvi pove, da se nanaša na poslovalnico v Mariboru. V listih spodaj pa vidimo, da ima podjetje poslovalnice tudi v Celju in pa Ljubljani. Mi pa želimo potem, recimo na koncu meseca, vse te podatke na listu skupaj združiti. Torej, koliko smo vsega skupaj v trgovini in pa na internetu prodali izdelkov. Morda ste opazili, da so na vseh teh listih enake strukture podatkov, enaka postavitev. Torej, v celici B4 je na čisto vseh listih vedno podatek za število prodanih pomarančnih sokov v trgovini, v Celju, Mariboru in Ljubljani. Za takšna enaka struktura pri prvem malo počasnejšem in daljšem načinu računanja ni potrebna. Če pa boste želeli uporabljati hitrejšo in bolj cool rešitev, bo potrebna enaka struktura po vseh listih, tudi na temle zadnjem skupaj. Pa poglejmo najprej, kaj sploh mora v celico B4 na listu skupaj priti. Vidimo, da imamo tukaj seštevek pomarančnega soka v trgovini v vseh treh poslovalnicah. Tale celica plus tale celica plus tale celica. Oglejmo si najprej daljši in mogoče malo bolj počasen način. Nahajamo se na celici B4 in vanjo vpišemo znak za je enako, kot normalno bi želeli računati. Nato se z miško postavimo na list Maribor, nanj kliknemo in vidimo, da se nam že v vnosni vrstici prikaže ime lista, zraven njega pa je klicaj. Nato se z miško postavimo na celico B4 na listu Maribor in kliknemo z enim klikom. Spustimo roke. Vidimo, da se je v vnosni vrstici dodal poleg sklica na delovni list tudi sklic na določeno celico. Še vedno imamo roke v zraku, nič drugega ne stiskamo. Zdaj bomo pa samo pritisnili plus. Ni potrebno, da tukaj notri utripa utripalka. Pustimo tako, kot je. Dodamo plus. Vidimo, da se samodejno napiše. Nato bomo kliknili na delovni list Celje in samodejno se bo v vnosni vrstici pokazal sklic na ta delovni list. In enako bomo preprosto kliknili na pomarančni sok trgovina. Spustim, nič drugega ne kliknem. Zdaj pa spet pritisnem gumb plus. Nič ne rabim stiskati vnosno vrstico. Če boste začeli stiskati sem ter tja vmes med izračunom, si lahko izračun pokvarite. Pa nadaljujemo. Kliknemo na list Ljubljana in spet kliknemo na celico B4. Zdaj smo s temi sklici končali, vendar ne bomo kliknili nazaj na list skupaj, ker potem bomo spet dobili tukaj sklic za list skupaj. Zato, brez da karkoli drugega klikam, še vedno sem na listu Ljubljana, nič drugega nisem kliknil, pritisnemo tipko Enter. In tako smo izračunali skupni seštevek prodanih pomarančnih sokov v vseh treh enotah. Zdaj, enako bi lahko naredili tudi za internet. Ampak rekli smo, da so čisto vse tabele enako strukturirane. Torej, pomarančni sok preko interneta je eno celico desno. Torej, če bomo mi tale naš sklic na listu skupaj samo zapolnili v desno, bi zadeva morale delovati. Saj se bodo vsi sklici tudi na drugih listih premaknili za eno v desno. Pa dajmo poskusiti. Označeno imamo celico B4, da se nam tukaj spodaj prikaže takšen zelen kvadrat. Postavimo se nam, da se nam kazalec miške spremeni v črn plus. Na ta kvadratek kliknemo z levim klikom in povlečemo za eno v desno. Spustimo in morali bi dobiti pravilen rezultat. Zdaj, če zadeva deluje v desno, bi načeloma morala delovati tudi navzdol. Saj so navzdol tudi vsi podatki enaki. Vrstni red je enak. Zdaj, če vrstni red ni enak, to ne bo ok. Pa označimo od B4 do C4, kar obe vrstici, da ne bomo rabili vsake posebej.
In pa da ne bomo rabili vleči navzdol, bomo kliknili na ta zelen kvadrat z dvoklikom. Klik, klik. Zdaj, če je teh listov zelo veliko ali pa če imamo recimo izračune stroškov po mesecih, je to 12 listov, na katere bomo morali vsakeč klikniti sem tja plus, sem tja plus, sem tja plus. Zato obstaja boljši način, tako imenovano 3D računanje ali 3D formule ali 3D sklic. 3D sklic pomeni sklic, ki se sklicuje na isto celico ali obseg celic na večjih različnih listih hkrati. Mogoče super, da si te delovne liste, ki so zraven drug drugega, predstavljamo kot dejanske liste. Vidimo, tu je vijoličen za Maribor, pod njim se direktno nahaja moder za Celje in pod tem se nahaja zelen za Ljubljano. Vidimo, da so lepo zloženi eden na drugega. Ta sredinska celica je sredinska celica pri čisto vseh. Če vzamem zdaj šestilo ali nek oster predmet in naredim skozi tole sredinsko celico luknjo, bo luknja na prvem listu na sredinski celici, na sredinskem listu, prav tako bo luknja na enaki poziciji tudi na zadnjem listu. In tako si lahko predstavljate to 3D računanje, kot da vzamemo nek oster nožek in skozi točno določeno točko naredimo luknjico. Pa se dajmo postaviti v celico B18, kjer bomo izvedli to 3D računanje. Zdaj lahko ročno vpišemo je enako sum ali pa gremo na zavihek osnovno in v skupini urejanje kliknemo gumb samodejna vsota. Zdaj Excel samodejno skuša ugotoviti, kaj želimo seštevati, pa pritisnimo samo tipko delete. Torej imamo sum, oklepaj, zaklepaj. In funkciji sum bomo povedali, da naj sešteje od lista Maribor do lista Ljubljane celico B4. To bomo storili tako, da bomo najprej kliknili na list Maribor, vidimo, da se nam enako prikaže takšen le sklic Maribor klicaj. Zdaj bomo pa držali tipko Shift in enkrat kliknili na Ljubljano. Spustimo Shift in vidimo, da imamo označene od Maribor do Ljubljane. Kako vemo, da je od do? Zato, ker je vmes dvopičje. Dvopičje pomeni od do. In zdaj bomo samo z enim klikom kliknili na celico B4. Torej seštej od Maribora do Ljubljane celico B4. Nič drugega ne kliknemo, samo Enter. In če primerjamo rezultat, bi ta moral biti enak. In enako kot prej lahko tudi kopiramo celice s samozapolnjevanjem v desno in pa navzdol. Rezultati bi morali biti identični. Velikokrat pa računanje preko listov ni dovolj. Včasih imamo določene podatke tudi v drugih delovnih zvezkih in lahko računamo tudi preko teh, kar si bomo pa pogledali v naslednjem videu. Tako da, če se še niste naročili na kanal, se dajte, da tega videa ne zamudite, lahko pa spremljate tudi mojo Facebook stran Office tečaji.